Spoštovani, jutri je 12. marec, občinski praznik občine Slovenska Bistrica. Občinski svet občine Slovenska Bistrica je namreč na svoji 24. redni seji 25. novembra leta 1997 sprejel odlok o določitvi datuma praznika občine Slovenska Bistrica. Za datum praznika občine Slovenska Bistrica je razglasil 12. marec, datum, ko je mesto Slovenska Bistrica 12. marca 1311 dobilo naziv Universitas Civium, skupnost meščanov, kar je pomenilo pridobitev temeljnih meščanskih pravic. K besedi vabim osrednjega govornika današnje slovesnosti, podžupana občine Slovenska Bistrica, gospoda Žarka Furmana. Spoštovani župan, dr. Ivan Žagar, spoštovani župan Poljčan, gospod Stanislav Kovačič, podžupan, gospod Stanislav Mlakar, državni svetnik, gospod Milan Uzimič, načelnik upravne enote Slovenska Bistrica, predstavniki policije, vojske, občinskega sveta, krajevnih skupnosti, javnih zavodov, podjetij, društev, cenjene Bistričanke in Bistričani, lepo pozdravljeni. Še posebej pozdrav namenjam občinskim nagrajencem za leto 2016, zaradi katerih živimo v bolj prijazni, kvalitetni in prepoznavni občini. Lepo pozdravljeni. Minilo je leto dni in veliko veselje mi je in zadovoljstvo, da smo se ponovno zbrali na slavnostni akademiji v Viteški dvorani gradu Slovenska Bistrica, da obeležimo leto že 19. občinski praznik. In dovolite mi, da danes tukaj z vami delim nekaj svojih misli. Prehojena civilizacijska pot na naših bistriških tleh je dolga, pluralna in nam mora biti v ponos. Ta sega še v čas keltskega obdobja, na številnih krajih, kjer so včasih bila keltska daritvena mesta, danes stojijo cerkve, številna so njihova imena rek, gora, naselij in imen. Med slednjimi prevladujejo kot Arih, Auer, Ban, Bud, Komar, Marc, Mom in tako dalje. Še pomembnejše kot pa iz časov keltskega, pa je seveda pomembnejši kot imen je čas civilizacije iz takratnih časov na Bistriškem, ko so Kelti v naših krajih ustanovili prvo državno tvorbo, Noriško kraljestvo. Posledica njihovega priseljevanja in ustvarjanja je pomenilo prvi vidnejši razvoj naših krajev, hkrati pa pomeni vključitev našega ozemlja v družbeni prostor, v gospodarstvo in omiko srednje Evrope, kar je tudi danes po vseh hibridnih mestnih družbenih variantah naša širša skupna domovina. Vsi vemo, spoštovani, da je Slovenska Bistrica eno izmed najstarejših mest na Slovenskem. Nastalo je na križišču cest v smeri današnjega Maribora, Celja in Ptuja, na ostankih rimskega naselja Civitas Nagotjana. Naši predniki so naše mesto obzidali okoli leta 1400, ga utrdili z 4 vogalnimi stolpi in tukaj pridemo do mestnih pravic, ki smo jih pridobili že v začetku 14. stoletja. Samo mesto je veliko škode utrpelo med turškimi upadi, prizadeli so ga tudi 3 požari, ki so ga vselej upepelili. Vidnejši razvoj mesta pa je prinesla cesta med Dunajem in Trstom, takrat je bila zgrajena večina mestnih stavb, katerih oblika se je ohranila vse do danes. V mestnem času takratnega obdobja so nastajale številne listine, dokumenti, ki so izkazovali življenje in status naših prednikov. Veliko teh se ni ohranilo in so odšli v pozabo zgodovine. Med njimi pa so tudi izjeme in ena izmed teh je dokument dne 12. marca 1411, ki govori o začetnem oziroma pridobljenem statusu naših krajev z mestnimi pravicami. Čeprav se na omenjeni datum ni zgodilo nič pretresljivega, revolucionarnega ali nenavadnega, ima omenjen datum pomemben pečat v naši zgodovini, ki pomeni pridobljene mestne pravice in s tem vse možnosti razvoja, ki so iz tega izhajale. Te pravice so naši predniki in tudi trenutna oblast v občini s pridom izkoristili, da lahko z vso suverenostjo rečemo, da je občina Slovenska Bistrica na več področjih danes medobčinsko središče med Mariborom, Celjem in Ptujem, torej na križišču poti, ki nas zaznamujejo že iz rimskih časov naprej. Danes je odvečna diskusija, spoštovani, o novi določitvi datuma za občinski praznik.
saj bi lahko šli dlje v zgodovino in gotovili, da se natanko 11. novembra 1227 zgodil tudi pomemben dogodek v naši zgodovini, in sicer je z listino nedvomno potrjena nadgradnja bistriške vasi takrat v Trg. In s tem to je uveljavil tudi avstrijski vojvoda za svojim prihodom Leopold VI. Babenberžan, ki se na ta veseli dan mudil v Slovenski Bistrici. Seveda ta dan tudi obeležujemo, vendar zaradi drugih zadev. To nam pričajo tudi zgodovinarjem. Obstajajo sicer tudi druge pobude novejših dogodkov v naši občini Slovenska Bistrica, ki vidijo možnost praznika v 8. januarju, ko je padel legendarni pohorski bataljon, brez dvoma pomemben dogodek v naši zgodovini. Vse to govori prid samo temu, da so se dogajale na naših tleh v preteklosti pestre in pluralne dogodki. To priložnost tudi izkoriščam za to, da se zahvalim modrim odločitvam občinskega sveta in takratnemu in tudi zdajšnjemu županu, ki so skupaj leta 1997 v Uradnem listu z veliko složnostjo obelodanili, da je praznik občine Slovenska Bistrica določen z odlokom o določitvi praznika 12. marec in spominski dan 8. januar. Hvala vam za to. In zaradi teh modrih in složnih odločitev izpred 20 let letos praznujemo že 19. občinski praznik občine Slovenska Bistrica. To je običajno čas, ko se ozremo nazaj, pogledamo, kaj je bilo storjenega dobro, kaj manj dobro in kako bo tisto manj dobro ob naslednjem praznovanju praznika še samo dobro. Lahko rečemo, da je odhajajoče leto zaznamovalo napredek na različnih področjih. Zaradi dobre gospodarske klime se je znižala stopnja brezposelnosti, pri čemer je nosilec trenutnega dogajanja in tudi z načrti za prihodnost brez dvoma tudi letošnji dobitnik listine Slovenska Bistrica, družba Impol. V tem pa ne smemo pozabiti na uspešen zaključek kalvarije podjetja IMI, ki je eden izmed redkih zgodb za srečnim koncem pri iskanju novega lastnika in s tem ohranitvi več kot 340 delovnih mest. Spodbuden je tudi podatek, da jim uspešno sledijo tudi druga srednja in manjša podjetja v naši občini. K nadaljnjemu razvoju gospodarstva bo v mesto nedvomno prispevala v letošnjem letu tudi začeta izgradnja zahodne obvoznice v prvi etapi na območju širitve industrijske cone Impol, za katero smo na razpisu uspeli pridobiti evropska sredstva. Uspešna uvedba programa metalurški tehnik v srednji šoli Slovenska Bistrica, nastajajoči center startupov in socialnega podjetništva ter seveda druga investiranja v infrastrukturo v naši občini. Tudi področje družbenih dejavnosti je bilo razvojno obarvano. Večje naložbe, kot so izgradnja vrtca na Zgornji Plskavi in Zgornji Lužnici, so bili zaključeni v lanskem letu, medtem ko se bo ta razvojni ciklus nadaljeval v letošnjem letu v samem mestu Slovenska Bistrica, na Črešnjevcu in v Laporju. Naša stalnica je pa investiranje v večje in manjše projekte glede cest, komunale in druge infrastrukture v vseh krajih naše občine. Ti potekajo v dobrem sodelovanju s krajevnimi skupnostmi, za katerim se zahvaljujem za korektno in dobro sodelovanje. Da je delovanje športa, kulture in nasplošno družbeno življenje bogato, smo priča že vrsto let. In tudi lansko leto ni bilo nobena izjema. To je dokaz, da v nas živi duh volonterstva, ki ob zagotavljanju finančnih sredstev s strani občine in dodatno bogati naše kraje, pa če govorimo tako o gasilskih, športnih, kulturnih, invalidskih, humanitarnih ali drugih ljubiteljskih društvih. Vsem navedenem lahko rečemo, da je občina Slovenska Bistrica nadpovprečno uspešna občina. Vendar, če to izreče predstavnik občine, je to morda samoumevno. Če pa slednje naredi tudi strokovna revija Moje finance, ki je februarja letos na podlagi 5 kazalnikov, kot so gospodarska moč, zadovoljstvo prebivalstva, zdravje ljudi, razvoj infrastrukture in stanovanj ter stopnja kriminalitete, uvrstila našo občino med vsemi podravskimi občinami na prvo mesto, je to dovolj zgovoren podatek, da smo na pravi poti. To dejstvo dokazuje tudi članek, objavljen v začetku tega meseca v lokalnem tedniku, ki je objavil analizo občin glede varčnosti pri občinskih uslužbencih in je uvrstil našo občino na seznam 33 najbolj varčnih občin v Sloveniji na visoko 13. mesto. Na pravi poti pa so tudi letošnji nagrajenci. Družba Impol, gospod Franc Pinter, gospod Leopold Turk in gasilsko društvo Zgornja Plskava, ki so s svojim delom prispevali k naprednejši, socialno stabilni, prepoznavnejši, lepši, varnejši občini, za kar se vam iskreno čestitam in se vam tudi zahvaljujem.
Pa vendar ob vsem tem ne more mimo nezadovoljstva z razporejanjem sredstev se strani vlade, ki ne glede na gospodarske trende, gledano v realni vrednosti, znižuje primerno porabo občinam in nima posluha za črpanje evropskih sredstev za večje infrastrukturne projekte, katerim smo bili priča v preteklosti in so v Sloveniji še kako potrebni. Če bi bil denar na razpolago tudi za druge regije v Sloveniji in ne le v večini za privilegirano srednjo, se ne bi zgodil statistični podatek prej omenjene revije Moje finance, ki je po raziskavi tudi ugotovila, da se v prvo tretjino razvitih in s tem občanom prijaznih občinah v Sloveniji uvrstila samo ena občina Podravja. Samo ena občina Podravja. To je bila občina Slovenska Bistrica na več kot odličnem 30. mestu od 212 občinah. Naslednja občina Podravje je bil Ptuj na šele 69. mestu, kar samo dokazuje zapostavljenost naših krajev na eni strani, na drugi strani pa ne glede na ta odnos države, nadpovprečna uspešnost delovanja občine Slovenska Bistrica. Pa mi dovolite, spoštovani, da ne bom predolg, da zaključim tam, kjer sem začel in kamor so nas umestili že Kelti v času pred Kristusovim štetjem, in to je naša širša domovina Evropa, ki pa je v zadnjem času na veliki preizkušnji. Ne smemo pozabiti, da so zametki Evropske unije nastali po drugi svetovni vojni kot nadgradnja povojnega mirovnega sodelovanja na evropskih tleh in zbliževanju predvsem Francije in Nemčije. Zaradi populizma in napačnih političnih odločitev je ta unija, predvsem pa zavezništvo omenjenih držav, na preizkušnji, predvsem letos, ko bodo v teh državah tudi volitve. Mi, seveda neposrednega vpliva na razplet ključnih dogodkov v 2017 v naši širši domovini ne bomo imeli, se pa je potrebno zavedati, da bodo tudi ti vplivali na prihodnost v naši občini. Spoštovani, nam, Bistričankam in Bistričanom, Slovenkam in Slovencem ter Evropejkam in Evropejcem želim, da bo prevladal razum in da se bo naša nadaljna skupna pot v naši širši domovini nadaljevala v duhu ustvarjanja nove kakovosti življenja, demokracije, spoštovanja, gospodarske učinkovitosti, svobode in medsebojne solidarnosti. Kajti le takrat bomo lahko uresničevali cilje Evrope, znotraj tega cilje Slovenije in znotraj Slovenije interese ter cilje občine Slovenska Bistrica. Spoštovane gospe in gospodje, hvala za vašo pozornost ter iskrene čestitke ob občinskem prazniku. Hvala.
Občinski svet občine Slovenska Bistrica je na svoji 15. redni seji 16. februarja 2017 sprejel naslednji sklep. Naziv častni občan občine Slovenska Bistrica se ne podeli. Dobitnik listine občina Slovenska Bistrica je Impol 2000, družba za upravljanje d.d. Dobitniki priznanja občine Slovenska Bistrica pa so Franc Pinter, Leopold Turk in prostovoljno gasilsko društvo Zgornja Polskava. Prosim župana občine Slovenska Bistrica, gospoda dr. Ivana Žagarja, da pristopi in vroči priznanja in listino. Priznanje občine Slovenska Bistrica za izjemen prispevek na področju športa in aktivno delovanje na družbenem področju prejme Franc Pinter Anča. V minulem, več desetletnem obdobju je Franc Pinter Anča s svojim delom prispeval pomemben del k razvoju in prepoznavnosti športnega streljanja in občine Slovenska Bistrica v domovini in v tujini. Franc Pinter je močna osebnost in zgled vsem, da se s trdim delom in vztrajnostjo lahko premaguje skoraj vse prepreke. Je vrhunski invalidski športni strelec ne samo v Sloveniji, ampak v svetovnem merilu, kar dokazujejo osvojene olimpijske medalje in naslovi svetovnega in evropskega prvaka. S svojim prostovoljnim delom in angažiranostjo ter znanjem in izkušnjami kot član sveta za invalide občine Slovenska Bistrica bistveno pripomore k oblikovanju akcijskega načrta občine Slovenska Bistrica na področju preprečevanja arhitektonskih in komunikacijskih ovir za invalide. Zelo pomembno je njegovo ustvarjalno delo na športnem in družbenem področju. Iskrene čestitke. Priznanje občine Slovenska Bistrica za leto 2016 za izjemen prispevek na področju turizma in aktivno delovanje na družbenem in drugih področjih prejme Leopold Turk. Gospoda Leopolda Turka danes iz zdravstvenih razlogov žal ni z nami, zato bo priznanje v njegovem imenu sprejel njegov sin Niko Turk. Leopold Turk je bil pobudnik ustanovitve obrtnega združenja in hkrati prvi predsednik združenja skoraj 3 mandate. Od leta 1980 je sodeloval in organiziral stalne predstavitve na sejmu obrti v Celju in 10 razstav na tednu trgovine, obrti in turizma v Slovenski Bistrici. Leta 2005 je prevzel vodenje Turistične zveze Slovenska Bistrica, ki se je pred leti preimenovala v Medobčinsko zvezo, ki združuje vsa turistična društva 4 občin: Oplotnica, Slovenska Bistrica, Poljčane in Makole. Je tudi član upravnega odbora Turistične zveze Slovenija. Vsa leta sodelovanja v Medobčinski turistični zvezi je predsednik komisije za ocenjevanje okolja Zlata vrtnica in član društva Entente Florale na državnem nivoju. S svojim minulim, več desetletnim delom in angažiranostjo ter nesebično požrtvovalnostjo na področju obrti, turizma, trgovine, vinogradništva in izobraževanja je vselej skrbel za promocijo in predstavitev krajev in ljudi iz območja občine Slovenska Bistrica. Za svoje delo je prejel tudi več priznanj. Njegova prisotnost je neprecenljiva na področju turizma, obrti ter prostovoljstva.
Priznanje občine Slovenska Bistrica ob 90. obletnici delovanja ter ustvarjalnega in plodnega dela na gasilskem področju in področju požarnega varstva, zaščite in reševanja v kraju v letu 2016 prejme prostovoljno gasilsko društvo Zgornja Polskava. Prosim predsednika prostovoljnega gasilskega društva Zgornja Polskava, gospoda Antona Motana. Začetki prostovoljnega gasilskega društva Zgornja Polskava segajo v leto 1926. Zgodovina društva je bila zelo pestra in burna. Že leta 1927 so nabavili prvo motorno brizgalno iz Prage, leto dni kasneje prvi gasilski avtomobil, leta 1949 so predali v uporabo obnovljen gasilski dom z dograjenim stolpom in v letu 1954 razvili prvi društveni prapor. Med obema vojnama je društvo preživelo tako težke kot dobre čase. Z leti je društvo ves čas napredovalo. Slikovit in hiter razvoj pa je društvo doživelo po letu 2008. Od takrat naprej so razširili garažni vhod na gasilskem domu, nabavili novo tovorno vozilo, zgradili garažo za skladiščenje gasilske opreme, v uporabo so prevzeli sodobno gasilsko vozilo in obnovili streho in fasado na gasilskem domu. Vse to kaže na nenehen razvoj gasilstva na Zgornji Polskavi. Ob vsakoletnih in rednih dejavnosti sta društvo v letu 2016 zaznamovala dva pomembna dogodka. Prvi je bil nakup novega zemljišča z objektom za izgradnjo novega gasilskega doma. Nakup novega zemljišča pomeni nov mejnik v bogati tradiciji gasilstva na Zgornji Polskavi, s čimer se bo zagotovila še večja stopnja požarne varnosti tako na Zgornji Polskavi kot tudi širše. Drugi pomemben dogodek pa je bila 90-letnica ustanovitve in prostovoljnega dela prostovoljnega gasilskega društva Zgornja Polskava. V mesecu juniju 2016 je Zgornjo Polskavo zajelo močno neurje, kjer so gasilci znova dokazali, kako se z nesebičnostjo in požrtvovalnostjo rešujejo nastale težave. Njihova prisotnost je neprecenljiva na področju požarnega varstva, zaščite in reševanja. Listino občine Slovenska Bistrica za leto 2016 za izjemen prispevek k razvoju in napredku občine Slovenska Bistrica tako na gospodarskem, kakor tudi na družbenem in civilnem področju prejme Impol 2000, družba za upravljanje d.d. Vabim gospoda Edvarda Slačka, glavnega izvršnega direktorja. Družba Impol 2000, družba za upravljanje d.d. je krovna družba skupine Impol, ki jo sestavlja 25 podjetij. Na lokaciji v Slovenski Bistrici zaposluje 1150 ljudi, 700 v Srbiji in 300 na Hrvaškem. Družba Impol 2000, družba za upravljanje d.d. je primer odličnega podjetja, ki svoje poslovanje temelji na stebrih družbene odgovornosti. Inovativni poslovni model, usmerjanje k krožnemu gospodarstvu. Predelava aluminija omogoča neskončno ponovno uporabo povratnih surovin z ohranjanjem prvotnih lastnosti. Slednje odlično izkorišča skupina Impol, ki kot vhodno surovino uporablja več kot tretjino recikliranega aluminija, pri čemer so izredno pomembni tudi dogovori s kupci izdelkov, da vračajo odpadni material. Celotni sistem deluje po sistemu povratne zanke. Aluminijeve izdelki so izdelki prihodnosti, kar ugotavljajo proizvajalci številnih dobrin. Najbolj udaren je aluminijev prodor v avtomobilsko industrijo. Aluminij je namreč lažji od jekla, ima odlične obdelovalne lastnosti in bolje absorbira energijo.
omogoča znižanje teže avtomobilov za kar 40% in s tem pripomore k zmanjševanju porabe energije. Družba Impol odlično obvladuje tržna tveganja, saj pokriva oba temeljna programa predelave aluminija, valjarništvo in stiskalništvo. Prodajo ima razpršeno med različne panoge: avtomobilska industrija, gradbeništvo, farmacija, prehrambena industrija, potrošniške dobrine in podobno. Izdelke izvaža v več kot 50 različnih držav po svetu. Usmerjenost k razvoju in rasti. Porast povpraševanja po aluminijastih izdelkih dobro izkorišča tudi skupina Impol. V zadnjih 20 letih jim je uspelo 5-kratno povečati obseg proizvodnje. V zadnjih 10 letih so za rast in razvoj namenili več kot 400 milijonov evrov. V letu 2015 je ustvaril 22,5 milijona čistega dobička, za leto 2016 pa se napoveduje dobiček na 30 milijoni. Dodana vrednost po zaposlenem presega 50 tisoč evrov. Odgovornost do narave. Zmanjševanje onesnaževanja okolja je eden izmed pomembnih poslovnih ciljev skupine Impol. Med pomembnimi ekološkimi naložbami je sončna elektrarna. Odgovornost do narave Impol izkazuje s finančnim podpiranjem lokalnih projektov. Zadnji tovrstni projekt je bila ureditev poti v Bistriški Vintgar. Odgovornost do zaposlenih. Odgovornost do zaposlenih se primarno kaže skozi pošteno plačilo za dobro opravljeno delo. Povprečna mesečna bruto plača zaposlenih v skupini Impol v Slovenski Bistrici je v letu 2015 znašala 1929 evrov in je bila za četrtino višja od državnega povprečja. Svojo odgovornost za zaposlenih skupina Impol izkazuje tudi s promocijo zdravja, izobraževanja, organizacijo dogodkov in spodbujanjem inovativnih predlogov. Odgovornost do lokalne skupnosti. Skupina Impol je eden največjih zaposlovalcev v Podravski regiji. Skrb za lokalno okolje skupina Impol izkazuje skozi sponzorstvo društev in lokalnih dogodkov, nadalje pomoči pri razvoju občine in podpori razvoju lokalnih izobraževalnih programov. V letu 2016 je skupina Impol podprla ustanovitev programa metalurški tehnik na Srednji šoli Slovenska Bistrica. Hkrati pa se zavzemajo za promoviranje znanosti in tehničnih ved. Družba Impol, družba za upravljanje DD, se prav tako zavzema za razvoj občine Slovenska Bistrica. V letu 2016 je bilo veliko energije namenjene podpori izgradnje zahodne obvoznice, ki bi izboljšala življenje prebivalcev občine, posebej v mestu Slovenska Bistrica, obenem pa bi omogočila nadaljnji razvoj in širitev skupine Impol na lokacijo v Slovenski Bistrici. Usmerjenost v prihodnost. Skupina Impol gradi na 190-letni tradiciji. Je eno najstarejših slovenskih podjetij in 6. največji slovenski izvoznik. Vodstvo poudarja pomen strateške usmerjenosti v prihodnost. Velik cilj skupine Impol do leta 2025 je doseči obseg prodaje v višini milijarde evrov. Iz kratkega orisa izhaja, da je družba Impol 2000, družba za upravljanje DD, izjemno prispevala k razvoju in napredku občine Slovenska Bistrica, tako na gospodarskem kot na družbenem in civilnem področju. Hvala lepa županu in še enkrat iskrene čestitke dobitniku listine in priznanja občine Slovenska Bistrica. Iskrene čestitke. V kulturnem programu nocojšnje slovesnosti nastopa harmonikarski orkester glasbene šole Slovenska Bistrica. Vodi ga dirigentka profesorica Radmila Bikić-Magdić. V prvem delu njihovega nastopa smo slišali priredbo skladbe Ennija Morricona Gabrielova pesem. Solistka je bila Enja Golob, na sopran saksofonu, njen mentor je profesor Zmago Tkavc. Sedaj v drugem delu pa nas bodo navdušili še z originalno skladbo za harmonikarski orkester Evgenija Derbenka. Harmonikarji igrajo džez. Torej harmonikarski orkester glasbene šole Slovenska Bistrica in dirigentka profesorica Radmila Bikić-Magdić. Izvolite.
Spoštovani, prireditev ob prazniku občine Slovenska Bistrica v letu 2017 je s tem končana. Iskrena hvala vsem sodelujočim, dobitnikom priznanja in listine občine Slovenska Bistrica, še enkrat iskrene čestitke. Vsem občankam in občanom občine Slovenska Bistrica pa iskrene čestitke ob jutrišnjem prazniku občine Slovenska Bistrica.